Dame in gospodje, dosežen je nov mejnik. Reli Velenje, ki poteka že vse od leta 1984, se je zapisal v zgodovino kot reli z najdaljšim stažem v Sloveniji. Letos ga organizatorji prirejajo že 38-tič, kar pomeni, da je prehitel legendarni Reli Saturnus v številu izvedb. Lep športni pozdrav iz Šaleške doline. Spremljate reportažo z druge dirke državnega prvenstva v reliju, Reli Velenje. Potem, kar smo videli prejšnji mesec v Vipavski dolini, si lahko pred začetkom te obetamo še eno odlično dirko. Marko Grossi namreč prvič v karieri vodi v razvrstitvi državnega prvenstva in bo prav tako prvič zanj nosil številko 1 na velenjskih cestah. Najprej pa se glejmo kratek povzetek prejšnje dirke. 12. reli Vipavska dolina je dobro upravičil status prve dirke sezone. Tam namreč ni manjkalo prav dirkaške akcije, pa tudi gledalcev je bilo kot ponavadi veliko. Že na uvodnem superspecialu je okvara preprečila lanskemu prvaku divizije 2 Janu Medvedu, da bi zabeležil dober rezultat. Več težav je imel 6-kratni in aktualni prvak Rok Turk. Okvara turbine po 5 hitrostni preizkušnji je njegovega Hyundaia parkirala do konca dneva. Vse do predzadnjega ovinka je vodil Marko Grossi, ki pa je zmago zapravil na zadnjem prehodu Žabelj. Na najvišjo stopničko je tako stopila italijanska posadka Federico Laurenčič Alberto Mlakar. Grossi je kljub temu Ajdovščino zapustil kot vodilni v državnem prvenstvu, 6 točk pred Markom Škuljem, ki je za pičle 4 desetinke ugnal Darka Peljhana. Škulj vodi v diviziji 2 med dirkalniki gnanimi na prednji par koles, sledita mu Klemen Kovačič in Borut Bratina. V diviziji 1 pa ima 30 točk Domen Slejko, Bojan Velkavrh in Martin Česnik sta njegova zasledovalca po točkah. Že v nizkem štartu za začetek prvega brzinca smo še vedno bili pod vtisi prejšnje dirke. Zato je bilo to naše vprašanje, poleg pričakovanj za drugo dirko sezone. Tokrat sta glavno besedo dobili soveznici. Ja, mislim, itak nismo imeli kaj pomagati, ker pač ni bila najna napaka, je tu mogoče lažje sprejeti, čeprav vseeno griš pol naprej z enim smokom v grlu, ker pač si en bonus že pokoristil. Tako da je kar težko, dokler ne začneš. Ja, pričakovanja kot pa navad, pač, da je tišiva, da se pač proba biti prva, pa da zjutraj res napadava. Rezultat super, mislim, atmosfera, vse skupaj, tudi nimam kaj slabega za reči. Midva sva se imela fajn in to je to. Pričakovanje definitivno so visoka, kako pa z Markom ne mora biti drugače. Začela sva sicer v nekem zmernem tempu in pač potem ga malo stopnjevala, možnosti za to so, ni treba napadati, mogoče že od začetka tak. Letošnja izvedba Relija Velenje je prinesla kar nekaj sprememb v primerjavi z lansko. Servisna cona ni bila več na letališču Šoštanj, ampak v okolici bolj slikovitega Vista parka in velenjske plaže. Prav tako so organizatorji spremenili potek relija. 3 hitrostne preizkušnje Vinska gora, ravne zavodnje in Skorno so bile na sporedu vsaka po 3-krat. Ob 8:28 je bil torej štart prvega prehoda Vinske gore. Marko Grossi in Tara Berlot sta na progo krenila kot prva in postavila tretji najboljši čas. Dominik Dinkel in Pirmin Winkelhofer, zmagovalca Relija Velenje 2021, sta s Fordom Fiesta postavila čas boljši za 6 sekund. A nič ne ustavilo Roka Turka, ki se je pred dirko očitno dobro pripravil. Za 6,9 sekunde sta z Blanko Kacin ugnala Dinkla na prvi preizkušnji. Izjemno majhnim razlikam pa smo bili priča nekaj minut kasneje. Mark Škulj je bil le za pičlo desetinko hitrejši od Simona Rončela, ki letošnjo sezono vozi z novejšo generacijo Peugeota 208. Le še eno desetinko počasnejši pa z enakim dirkalnikom Mitja Glasenčnik, ki je v Vipavski dolini zabeležil odstop. Prav tako še en nesrečnež z prejšnjega relija Aljaž Bratoš je pokazal, da je konkurent za zmago v prvi diviziji. Kar 13 sekund je znašala njegova prednost pred Domnom Slejkom. Kar nekaj okvar smo videli že zelo hitro. Slovak Robert Kolčak v Volkswagenu Polo in Italijan Albert Sosol v Peugeotu 106 sta oba počasi pripeljala do cilja, a kasneje odstopila. Malo boljšo dirko je tako imel tale maček,
ki si je le moral ogledati zmagovalca Vipavske doline, pa čeprav v počasnejšem dirkalniku. Šala na stran, sledila je druga hitrostna preizkušnja ravne zavodnje v dolžini skoraj 15 km. Turk je prednost povečal že na 20 sekund pred Dinklom, prišlo pa je do spremembe na 3. mestu. Nemec Albert von Thurn und Taxis je prehitel Grossija. Problemom pa se kar ni mogla izogniti posadka Jan Medved iz Izidor Šavel, ki sta utrpela preluknjeno gumo. Z izgubo časa več kot 3 minut jo je ta težava znova oddaljila od boljšega rezultata v diviziji 2. V 3. diviziji polni Renault Clio RS je Janko Obrecht na Vinski gori postavil najboljši čas, a ciljev za vodnjem ni videl. Vodstvo je tako po drugem brzincu držal Robert Kresnik, sovoznico Nives Cotič. Tretja preizkušnja dneva je sledila ob 10, skoraj 10 kilometri že znan Happy Skorno. Albert von Thurn und Taxis se je Turku približal na slabe 3 sekunde. Tesno sta sledila tudi Grossi in Dinkel. Prišlo je do spremembe v vodstvu divizije 1, ki ga je prevzel Domen Slejko po slabšem času Bratoža. Po prvem krogu je bil na vrsti regrup v centru Šoštanja. To je tudi priložnost, da dirkači med sabo poklepetajo in se malo spočijejo. A to ni veljalo za Aleša Zrinskega in Roka Vidmarja, ki sta po manjši izgubi časa na Skornem držala 7. mesto med Slovenci. Njuna Škoda Fabia Rally 2 namreč ni hotela vžgati, tako da sta morala dirkalnik potisniti iz časovne kontrole. Ko smo dirkalnik in posadko na zadnje videli v boksih, ni bilo znano, kaj je bil vzrok tega odstopa. Dirka je seveda šla hitro naprej. Obetal se je zelo dober boj za 3. mesto na reliju. Tega je po drugem prehodu Vinske gore zdaj držal Marko Grossi, a le za desetinko. Hitro je bil tudi Mitja Glasenčnik, ki se je škulil podobno kot v prvem prehodu, približal na 1/10. Bilo je le še vprašanje časa, kdaj bo nekdo Marku ukradel zmago na brzincu. Do tega ni prišlo na ravnah. Škul je bil najhitrejši za 9 sekund, še vedno z zmagami na vseh hitrostnih preizkušnjah po sezono v diviziji 2. Medtem je Rok Turk povečal prednost na dirki na več kot pol minute. Tudi on je do tega trenutka držal najhitrejše čase na vseh brzincih Rallye Velenje. Ta prednost pa se je po Skornem drugič drastično povečala. Z drugega mesta je namreč z nesrečo odstopil Dominik Dinkel, ki je s trenutkom nepozornosti poslal Fiesto Rally 2 v travo. Nemška posadka, vidno razočarana, bo morala torej počakati še 1 leto na boj za novo zmago v Velenju. Dirko je predčasno končal tudi Rajko Žakelj, ki je vse od začetka lanske sezone na 6 rallyjih zabeležil rezultat samo v Idriji. Prej smo omenili Mitjo Glasenčnika kot potencialnega kandidata za osvojitev hitrostne preizkušnje v diviziji 2. A sanje o tem so se razblinile le nekaj metrov pred mestom Dinklove nesreče. Na znanem Lejevem Hardu so odpovedali vijaki kolesa, to pa se je odkotalilo dol po hribu. Dirka je bila tako za 3. posadko divizije 2 na tej dirki konec. Po še enem regrupu in servisu je posadke čakal še zadnji trojček preizkušenj. Rok Turk in Blanka Kacin sta za voljo odstopa Dinkla in Winkelhoferja zdaj prednost povečala na več kot minuto. Nič še nismo rekli o Darku Peljhanu, ki je skozi celoten dan suvereno držal 3. mesto med slovenskimi posadkami. Obetal pa se je boj za 4. med Markom Škuljem in Mitjo Klemenčičem v Škodi Fabii R5. Cilja 7. brzinca pa ni videl Bojan Velkavrh, drugi točkovanju divizije 1 po reliju Vipavska dolina. Na njegovem Volkswagenu Polo je odpovedal motor. Zadnji prehod Happy Ravne zavodnje nažalost ni potekal tako gladko. Nesreči sta doživeli posadki Luka Brus, Tadej Zaljubršek in hrvaška posadka Sanim Prodan Elena Golojka. Na težave je naletel tudi vodilni diviziji 3 Robert Kresnik, ki je bil na dobri poti do nove zmage po Idriji lani. Njegove zavore na Clio niso več delovale, kot bi morale, tako da je v vodstvo prišel Vase Miklavčič. A nažalost pri petljajev ni bilo konec. Nesreče 4. v prvi diviziji do tega trenutka Martina Česnika in Kristana Prelaza je organizatorji prisilila, da ostanek tega brzinca odpeljajo kot etapo. Zadnja 9. hitrostna preizkušnja je minila brez večjih posebnosti. Posadka Rok Turk, Blanka Kacin je še tukaj dosegla najboljši čas in zmago na prav vseh brzincih stopila na najvišjo stopničko. To je njuna 21. skupna zmaga na rallyjih kot posadka. Ja, dirka je bila v bistvu, bom rekel, potekala zelo po planu, kot smo si ga zadali že včeraj po ogledu trase. Pa se je pa dirka odvijala, bom rekel, v najnemu tempu, ki so si ga zastavila, drug krog odpeljala.
bom rekel, s par popravki, pol zadnji krog pa odpeljala, bom rekel, zelo podobnimi časi kot drugi krog, tako da v bistvu so obdržala tempo, hitrost in v bistvu odpeljala svojo dirko in čaka nas še 5 dirk, za nas šteje, bom rekel, sam popolni skupičk, tako da, bom rekel, ne bo nekega hudega premora, na dirko se bomo fajn pripravili in štartali v takem ritmu kot v Velenju in na koncu bomo vedeli, kako se bo razpletlo. Na drugo mesto sta se uvrstila Albert van Turen Taxis in Jara Hein v Škodi Fabii RS Rally 2. To je Albertov 6. rally v Sloveniji, nikoli pa mu še ni uspelo zmagati. Zaostanek do Turka je znašal minuto in 8 sekund. Na najnižjo stopničko pa sta stopila Marko Grossi in Tara Berlot. V Velenju sta zabeležila njune 8. stopničke na skupnih razvrstitvah rallyjev. Tekom dirke sta bila v tesnem boju s van Turenom Taxisem, a je na koncu razlika narasla na 19 sekund. Madžarska posadka Kovač Istovič z še kar velikim zaostankom na 4. mestu. Sledijo pa Slovenci Pelhan, Klemenčič ter Škulj. Veteran Gassner, Rončel in Čebron zaključujejo najboljšo deseterico na ralliju. Preden se dotaknemo rezultatov državnega prvenstva in divizij, se ustavimo pri organizatorjih iz AMOTK Velenje, ki so poskrbeli, da je dirka potekala tako, kot je treba. Organizatorja Danijela Blažinčiča smo prosili za nekaj besed po uspešno končanem rekordnem ralliju Velenje. Bom rekel, da smo zadovoljni. Lepo je bilo, odlično smo odpeljali, vse posadke so v cilju. Kar se je zgodilo, so poštimali naši fantje, dekleta, vodstvo, vse je bilo poštimano, rešeno. Čim prej smo vse brzince spravili skozi, kar je bilo prekinitev, smo uredili. Jaz bom rekel sam hvala vsem, ki so sodelovali, ki so nam pomagali. Hvala občini Velenje, občini Šoštanj, občini Šmartno-Paki, občini Dobrna. Vse super in predvsem hvala AMOTK Velenje, da to delamo, kar delamo. Dirkači, ki so lani končali na najboljših 3 mestih v točkovanju državnega prvenstva, so v istem vrstnem redu končali tudi to dirko. Darko Pelhan in Matej Čar na 3. mestu. Njun zaostanek je znašal 2 minuti in pol do drugovrščene posadke Marko Grossi, Tara Berlot. Rok Turk in Blanka Kacin, kot že omenjeno, na 1. mestu. Za Roka je to 32. zmaga med konkurenco slovenskih posadk, kar ga na vrhu te lestvice izenačuje prav z Darkom Pelhanom. Mitja Klemenčič je na zadnjih 2 brzincih le pridobil malo več prednosti pred Markom Škuljem, razvrstila sta se na 4. in 5. mesto. Simon Rončel in Ambrož Kaus se lahko pohvalita z najboljšimi uvrstitvami kariere v državnem prvenstvu. S 1. in 2. mestom je na vrhu točkovanja kakopak Marko Grossi. Pelhan in Škulj sta tesno skupaj, prav tako tudi Klemenčič ne zaostaja veliko. Turk pa mora tekom sezone nadoknaditi še 24 točk. Ko smo že omenili Kausa in Rončela, ta dva dirkača sta se prvič uvrstila tudi na stopničke divizije 2. Kaus je bil skupaj s sovoznikom Chrisom Kobalom v Peugeot 208 Rally 4 na koncu 3. Sicer za ostankom skoraj 5 minut za zmagovalcem, a seveda bolj šteje pozicija. Simon Rončel in David Kavčič sta z enakim avtomobilom pristala na 2. mestu. S prednostjo minute in 11 sekund, ter z najboljšimi časi na vseh hitrostnih preizkušnjah, je zmaga pripadla Marku Škulju in Piji Šumer. Mislim, cilj je bil, kot sem že rekel, iti na zmago, kot je bilo to že v Vipavi in pa na koncu še na vseh 9 preizkušnjah najboljši čas v diviziji 2. Upam, da se nam rado udeležiti še kakšne dirke pred železniki, zaradi samega testa pa priprav na dirko, tako da bomo videli. 7 posadk je prišlo do cilja od 10. Jan Medved na 4. mestu se lahko tolaži s solidnimi točkami. Te so dobili še Franetič, Tavčar in Kobal. Škulj ima vseh možnih 60 točk. Razvrstitev se je po Vipavski dolini kar premešala, saj so v Velenju manjkali Kovačič, Bratina, Fakin in Prodan, ki so na prvi dirki zavzeli pozicijo od 2 do 5. Vrstni red najboljših 3 divizije 1 se vse od 3. hitrostne preizkušnje do konca ni spremenil. Dejan Anželak in Mite Lovčnikar sta bila na koncu 3. 2 minuti in 39 sekund za drugovrščeno posadko. Tu sta bila Aljaž Bratoš in Rogo Mezel v Renaultu Clio. Znova pa sta se najbolj veselila Domen in Klara Slejko v Oplu Adamu Cup. Zmagala sta s 53 sekundami in 4 desetinami naskoka. Tudi tukaj je manj kot 10 posadk končalo dirko,
od tega tudi 2 iz Jugo pokala. Tam sta bila najboljša Matej Albrecht in Pia Ramšak. 2 zmagi pomenita 60 točk za vodilnega Domna Slejka v točkovanju divizije 1. Na drugem mestu sledi Hrvat Vekoslav Čičko v Clio Rally 5 z 2 četrtima mestoma. Bratož nima večjega zaostanka. Vse je še odprto v nadaljevanju sezone. V 3. diviziji je kot že prej omenjena okvara Zavor preprečila zmago Robertu Kresniku, ki je bil na koncu še vedno drugi. Znova sta na najvišjo stopničko stopila Vasi Miklavčič in Martin Černigoj, skupaj 5. v tej diviziji. Miklavčič suvereno vodi tudi v točkovanju po 2 dirkah. Z razgledom iz Ista parka se torej postavljamo od letošnje izvedbe Rallija Velenje, z veseljem pa pričakujemo 39. prihodnje leto. Sedaj pa dirkača čaka še dolga sezona 2023. 3. dirka letošnje sezone bo na sporedu konec junija v Železnikih. En teden prej pa se vam oglasimo z gorsko hitrostne dirke na Gorjancih, kjer lahko pričakujemo še več akcije in hitrosti. Hvala za ogled in se gledamo naslednjič.